Tandem Small but Dangerous, ki ga sestavljava Mateja Rojc pa jaz, Simon Hudolin, imava razstavo v Hiši kulture v Pivki, naslovljeno Paberkovanje. To je četrti del projekta, pri katerem ta svoj način dela in razstavljanja, kjer ob svoja dela, ki jih sama izdelava, postavljava tudi najdene objekte, sva nekako razvila v to smer, kjer te najdeni objekti prevzamejo nekako pobudno vlogo. Prvi del tega projekta je bila razstava Odlomki, okruški in ostanki v galeriji P74. Drugi del je Čas razpada ali merilo nereda v galeriji Kunsthaus Merz v Murcachschlagu. Tretji del je pa članek v reviji Outsider, ki je pa ravnokar izšla. Predmete, ki jih zbirava in postavljava ob svoje izdelke, izbirava po nama nerazumljivih estetskih ključih, ne zbirava jih na podlagi njihove, bi rekel, zgodovine. Ponavadi so to zelo majhni koščki, ki so se odkrušili, odlomili, osvobodili od nečesa večjega. Glede na naravo stvari so najbolj obstojne stvari tiste, ki so produkt civilizacije. Na ta način midva dobiva te osvobojene dele našega gospodarja in z njimi lahko manipulirava. Nekako z njihovo pomočjo lahko tega velikana ga ne mora posekati, lahko ga pa žgečkava toliko časa, da klecne in ne ve, kaj je bilo prej, kaj je bilo kasneje. Zdaj, vse skupaj, dela, ki jih sama ustvarjava in ta dela, ki jih najdeva, postavljava v galerijo skozi ta vidik, da je galerija en okvir, ki omogoča branje teh del in jih postavljava v bistvu tako, da puščava veliko praznega prostora. Postavljava jih tako, da nekako z njimi namigujeva na ene vsebine, ampak se en končno razumevanje nikoli ne more vzpostaviti. Tako ta potencial tega domišljanja vsebine ostane potencial, ker ni dovršen. Prazne prostore, ki jih puščava vmes, jih puščava zato, ker umetnost razumeva kot nekaj mrtvega. Dela ne oživijo, oživi človekova domišljija in so jih razumeva kot ozadje, mrtvo ozadje, na katerem lahko življenje spet vzklije, kjer je gledalec tisti, ki se lahko zaradi svojega domišljanja prepozna kot živega. Drug nivo najnih postavitev je ta, da imitirava, bi rekel, skoraj da ne imitirava umetnost. Poskušava poudariti ta, rečemo, muzejskost samega okolja, v katerem razstavljava. Se pravi, s tem poudarjava ta, kako bi rekel, neka relativna ločenost, relativna avtonomnost tega sveta umetnosti, v katerem se nahajava, ki pa omogoča, kot sem že prej rekel, neko to psihično distanco živega bitja do tega, s čimer je v galeriji soočen. In temu služijo odsevi v ogledalih, temu služijo podstavki, okvirji,
Ob tem, da mešava na svojih postavitvah najine izdelke in stvari, ki sva jih zgolj izbrala, že narejene oziroma odlomljene od nekje, pa vedno razstavljava zelo različno stara dela. S tem nekako reagirava na to ideologijo novega, s tem, ko izbirava stvari, ki jih nisva sama izdelala, pa tudi reagirava na zelo močno prisotno ideologijo ustvarjalnosti. Ene predmete razstavlja take, kot so, kad jih najdeva, jih samo postavlja na to kao privilegirano mesto, ene pa modificirava, čist prosto se do njih obnašava. Tretirava jih popolnoma isto, kot tretirava svoje slike, risbe. Če vidiva potrebo, da jih je treba modificirati, da morava nekako poseči v njih, poseževa, včasih je zadost že sam, da izbereva ta prav podstav, včasih je pa treba jim kaj dodati, kaj odzeti. Čist prosto. To presenečenje, ki včasih deluje tragično, včasih pa humorno, je del te najine taktike in izbiranja del, izdelave del pa postavitve. Z njim pač poskušava, tako kot fizično s praznimi prostori, poskušava opredmetiti luknje, praznine, pa skozi ta presenečenja v vsebini del poskušava pa na tem vsebinskem nivoju nekako opredmetiti luknje, prazne prostore v vsebini. Ker izdelke, ki jih postavlja, najdene predmete, ki jih izbirava, nekako verjameva, da v teh predmetih je čutiti sled njihove prejšnje vsebine, ampak ni zadosti jasna ta sled, da bi lahko rekel, kaj je kaj. In v bistvu postanejo kot en spomin brez vsebine. In samo razmišljanje, domišljanje teh del razumeva kot da ima formo spominjanja, da s spominjanjem oblikujemo novo misel. Ampak spomin brez vsebine, da so to neke drobtine, ki kažejo pot, ampak nikoli nazaj. Kadar uporablja tekst, na tej razstavi je na enem delu uporaben tekst. To je performance knjiga, ena zadnja izmed dolge serije najinih skicirk, ki jih, se pravi, ko je skicirka polhna, iztrgava ven vse, kar je nepotrebno in ostane noter par listov samo še in pa tista materializirana praznina. In v tej knjigi je en tekst, ki je pa tudi najden, v bistvu najdenček. Je ena, se pravi, odštevanka, ki jo vsi malodane poznamo, pa jo nihče ne razume.